Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Slovenija nima predsednika vlade, ima pa despojno prvo konkubino v državi, Tino Gaber, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Po strokovnjakinji za strateški marketing, sedaj še strokovnjakinja za fotoučinke na Instagramu. Premijer Golob očitno stavi samo še na vplivnice. Najvplivnejšo despojno diktaturo svobode, ki se uradno predstavlja kot Tina Gaber, ima itak doma. Sedaj pa dodaja še druge, ki se spoznajo na pomembne stvari, kot so na primer fotoučinki pri objavah na družbenih omrežjih. Tako vsaj poroča Delo. Ampak, kot je nekdo že ugotovil, PR od nič je še vedno nič. Sedaj pa se lotimo 92. oddaje pravlične 7. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali 1000, prva tisočica oddaje Faktor na TV3. 7 sezon, 4-krat na teden, 1000 oddaj. Kako je Faktor prišel sem, kjer je, se bomo pogovarjali z Bojanom Požarjem in Vladimirjem Voduškom. Bojan, Vladimir, toplo pozdravljena v Faktorju. Dobro večer. Bojan, ko ste štartali s Faktorjem takrat zdaj že daljnega leta 2017, skoraj daljnega, a si kdaj mislil, da bo oddaja prišla do 1000 oddaj? Ne. Mislim, veš, kako je pa nas, medijski projekti nastajajo, pa hitro izginjajo. Ampak Faktor je eden od tistih, ki očitno je imel tako dodano vrednost, pa je bil tako narejen, da je obstal. Ja. In zdaj smo pri 1000 oddaji, oziroma ste pri 1000 oddaji. Ampak zdaj, ko govorimo o medijskih projektih, Bojan pa Vladimir, vidva sta pa skoraj, bi rekel, še krat 6, 7 krat 1000 medijska projekta. Vidva smo vsak poseben medijski projekt, sama po sebi. Ustrajata na sceni, tako da je lahko že štejemo kot projekt. In to včasih, ko Vladimir, ko nič ni stalno, tako kot pravi Bojan, ko se vse kar pojavlja pa izginja, po eni strani ima sigurno veliko dodano vrednost, ampak po drugi strani pa verjetno tudi marsikaj zahteva, ne? Ja, najprej, Aljuš, jaz bi seveda ti čestitev za 1000 oddajo. Hvala lepa. To je neverjeten dosežek. Počasi boš dosegel TV dnevnik ali pa Odmeve ali pa nekaj oddaje. Še malo boš dosegel njihovo število, ne? Nisem pričakoval, da bo oddaja, ki smo jo, v bistvu, o kateri smo se začela z Bojanom pogovarjati pri Panorami, ne vem, ali 2016 ali 2017. Potem je seveda prišel še zraven Andrej in on je spremljal te ameriške trende in Andrej je bil tisti, ki je pač potem nekako dal formo temu, midva z Bojanom pa vsebino na začetku. Mislim, da sem jaz naredil 66 oddaj ali nekaj takega. Drugače pa, kar se pa tiče novinarstva, pa mislim, da res to leto je, mislim, da 36 let, odkar sem začel z novinarstvom, leta 88, še v bivši državi, in v bistvu bi rekel, da že 36 let bi rekel, diham ta prah, ki ga politika dviga v prej še bivše države, pa zdaj že slovenska politika. Bojan, ti urejaš in vodiš tudi oddajo pač Ura moči na Planet TV, na Planet TV. Koliko je po tvojem mnenju v tem slovenskem medijskem prostoru, koliko je še prostora zanimanja za to vrstne oddaje, ko so recimo Ura moči, Faktor, se pravi neke komentatorske oddaje z stalnimi komentatorji? Ja, jaz mislim, tako, ker se pač pogovarjam z ljudmi, pa ker spremljam odzive, mislim, pa vidim, da je v bistvu prostora veliko, več kot zgleda, Pa zboga je več oddaje, ampak manj, To mi je bilo vedno zanimivo, zakaj recimo televizije, ki delajo v Sloveniji, tudi zasebne televizije, nimajo več takih oddaj, kot je recimo Faktor ali pa Ura moči, Ker so pač, sodeč po tem, sodeč po odzivih, so za ljudi zanimive, Zanimivo je gledati, kako se pač nekateri ljudje pogovarjajo o neki stvari, ki pač določen krog ljudi zanima, Če pogledamo recimo nek, ameriški prostor itak, pa če gledamo Italijo zlasti, pa Avstrijo, pa Nemčijo, pa Francijo, kar okoli vse tudi države okoli nas, ne vem točno, kako je na Madžarskem, na Hrvaškem je tudi veliko tega, veliko je teh oddaj, Mi smo tu nek medijski otok, ki ima v principu zelo malo tovrstnih oddaj,
Pa še ena prednost je, te oddaje so relativno poceni, televizijska produkcija je sicer zelo draga in zato me res čudi, da ni teh oddaj. Imam pa občutek, no, da jih nekako namerno ni, ne? Kada se recimo lastniki ali pa uredniki televizijskih oddaj, televizijskih postaj se pa zelo bojijo, ne? Recimo pustiti ljudi, da se pogovarjajo v živo, brez, bom rekel, neke blazno velike kontrole nad tem, kaj bodo povedali, ker to je vedno lahko tečno, nevarno in tako dalje. Ne? Ja, se strinjam, da Se Vlado sam ve, kako on je celo enkrat za podobne oddaje celo odletel z TV Slovenija. Ja, te oddaje so res včasih stup in tako dalje. Nevarne so, ne, v bistvu, ne, mislim, tudi zdaj je svoboda, zdaj moramo tudi paziti, pravijo, kaj govorimo, ampak vseeno. Res imaš prav, Aljuš, manjka teh oddaj, pa ne zaradi tega, ker pač smo včasih ta vroči stol delali, ki so ga ukinili oziroma prepovedali in smo ga potem nadaljevali. Mislim, da je problem to, da enostavno ni tega soočenja mnenja na javnem prostoru, ne? In takih oddaj, kot je ta format in oddaj, predvsem kot je bil format ali vroči stol ali pa neka omizja pogovorna, ker v bistvu to je pravzaprav edini prostor, kjer se lahko politika sooči. In zdaj pač je ta prostor, enostavno ga ni in je razpadel in so pač prevzela vlogo ta družbena omrežja, Facebook, Twitter, ki pa seveda so enodimenzionalna, ne, oziroma vsak sporoča svojo, ne da bi se soočil z neko drugo resnico oziroma z drugačnim mišljenjem. In mislim, da to je eden od velikih problemov ne samo politike, ampak družbe, države nasploh. To je moje mnenje, mislim. Zakaj po vašem mnenju, vidva ste velika poznavalca tako televizijskega medija, kot tudi slovenskih medijev? Ok, nekaj ste že rekli o tem, pač slovenske posebnosti in tako naprej, ampak vendarle, ne, recimo, če pogledamo javni RTV servis, tam bi človek vseeno pričakoval, da bi dal poudarek na ravno to, o čemer ti, Vlado, govoriš, ne, se pravi to izmenjavo političnih mnenj, ampak se mi zdi, da tudi tam pa na največji naši komercialni televiziji, če dalje več imamo teh 1-na-1 pogovorov, ne, se Ja, voditelj pa en politik, ne, ni pa več teh soočen, ne. To je, kot sem rekel, to je eden velikih problemov in te oddaje, ki pa so bolj v bistvu, mislim, so bolj voditelji, hočejo biti voditelji v ospredju, v bistvu senzacionalizem je šel do absurda namesto vsebine, v bistvu, ne, in to mislim, da to je pač nekako odgovornost medijev, predvsem pa nacionalne televizije, ki je v bistvu absolutno mora biti prostor soočanja mnenj, ne? In če bi gojili to v državi, bi marsikatera zadeva izgledala drugače. Tako pa je v bistvu, mislim, ne vem, jaz dosti še spremljam nacionalno televizijo, pa tudi Pop TV, pač, ker sem delal in na nacionalni televiziji. Ti poznaš obe hiši zelo dobro. Enkrat na Pop TV-u, v bistvu dosti dolgo, 7-8 let. In meni, ne vem, mogoče sem malo konzervativen, ne, ampak jaz ne razumem te v bistvu drame, ki nadomešča neko vsebino, ne, to me blazno moti in na koncu, ko pogledam pač dnevnike, pa večerne dnevnike, na koncu pogledam Tržaški dnevnik ob polnoči, ali pa ne vem, še kdaj. In moram reči, da največ veš takrat. Kako je mogoče, da pa vendarle ta Tržaški dnevnik, ki je za v bistvu bi rekel za Slovence narejen in je očitno neki vplivi italijanske raje ali pa ne vem koga, tam pa ni dobenega dramatiziranja, dobenega dretja, dobenega ne vem, izpostavljanja, da morajo biti voditelji, da se morajo dreti zvečer, ampak čisto normalno funkcionirajo in čisto normalno prenašajo vesti in ne moreš jim očitati, da so desni ali levi, ne, ker vendarle informacija je informacija. To še celo televizije, ki so večje, ameriške televizije,
enostavno tisto, kar je novica, kar je informacija, mora ostati informacija in ta nima barve, mislim, ne more jo novinar pobarvati, mislim, ampak jo more podajati, v bistvu. In to je pač moje mnenje, mogoče malo preveč konzervativno gledam, ampak, glejte, to je šlo do absurda je šlo, kar se tiče, kar se mojega okusa tiče, ta senzacionalistični pristop, izpostavljanje v prvi plan novinar je alfa in omega, voditelj je alfa in omega vsega, oni so pa kot, ne vem, v bistvu samo kulisa, ne, v bistvu, namesto da ti dobiš, jaz hočem slišati njih, hočem slišati vsebino, hočem slišati soočenje argumentov, to mi manjka, v bistvu, se upravičujem, mogoče nimam prav, no. Sem nekaj bi še dodal tukaj, eno je pač to novičarstvo, news, ne, tam je pač treba pač povedati novice, ki so se zgodile, ne glede, se jih ne sme politično intonirati, ne. Drugo so pa take oddaje, kot recimo smo mi tukaj, te oddaje so pa lahko subjektivno, ne. Absolutno so lahko. Tako, mislim, da to je po mojem ta prava formula, ne. In pač televizije se potem pozicionirajo, nekateri so bolj konzervativni, nekateri so bolj liberalni in potem potem v bistvu po takih oddajah potem... Ali pa tudi ne, pač delajo pač vse. Ali pa delajo vse, no. Ampak zdaj, kaj se meni zdi problem pri teh intervjujih, ki jih pač videvamo, je pa to, ker ti so preveč nekak PR-ovski, ne. Politiki si sami izbirajo novinarje, ki jih bojo intervjujali, ne. Zdaj, ko pogledaš intervju, že vnaprej veš, kakšna bodo vprašanja, ko vidiš sogovornika in vidiš tistega, ki bo intervjuval, veš, kakšne so vprašanja, veš, da ne bo dobenega duela, da ga novinar ne bo lovil na ničema in tako dalje. To je pa postalo malo dolgočasno in zlasti je to problem, po mojem, za nacionalno televizijo, ki bi tukaj mogla biti, zasebne televizije si to lahko privoščijo, ampak državna televizija bi mogla biti, bom rekel, tle bistveno bolj medijsko poštena. Celo zahvali se jim, ne, minister za finance v studio, da so mu vprašanja poslali naprej. Ti veš, kako je bilo včasih, ki je Dejan Židan nekje objavil na socialnih omrežjih, da je šel na obisk na Studio City. Ja, v bistvu, ampak to je posledica tega dogajanja, ki se pač 20-30 let. Vlada, pa prej ni bilo tako, no, prej so ni bilo, ne. TV Slovenija imela kup takih pogovorov, zdaj pa nima več ničesar. Absolutno, ampak, ko si prej rekel, jaz sem pač zgubil oddajo zaradi tega, ker nisem povedal, kdo bojo še gosti v studio, ne, ker je pač tožilka zahtevala ukinitev oddaje, v bistvu, takrat so bili taki časi in potem seveda je logično, da so začeli razmišljati o tem, koga bojo povabili, koga bojo soočili in te zadeve. Sicer je pa, vem, da je težko goste dobiti, mislim, in zaradi tega še enkrat čestitke, Ljuž, da si do 1000 oddaje spepel. Vse to sem hotel reči, ne, preden nas ukinejo, gremo hitro še na oglase, tako da ne nam iti, gledalci, se vrnemo po krajšem premoru, ko nadaljujemo s komentiranjem, kako je Faktor prišel do 1000 oddaj. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami sta še vedno naša posebna gosta, tako rekoč očeta oddaje Faktor, Bojan Požar, alfa in omega spletnega portala Požar Report in Vladimir Vodušek, alfa in omega Top TV-ja. Pogovarjamo pa se o tem, kako je Faktor prišel do 1000 oddaje. Zdaj, Vlado, ti si imel seveda pri tej karieri, ne, si rekel, koliko 36 let, celo vrsto novinarskih dosežkov, ampak za aktualne razmere zdaj v Sloveniji pa se mi zdi, da je eden takih bolj primernih za današnjo debato ali pa zapomljivih bil, ko si tako rekoč v živo posnel aretacijo Ivana Zidarja in mislim, da takrat že ne več, ali pa je bil še tožilec oziroma bil že odvetnik Boštjana Penka, ne, če se prav spomnim. No, zdaj si se vrnil na izvirni greh, v bistvu, zakaj sem jaz takrat zgubil oddajo Vroči stol na televiziji, ne. V bistvu, takrat sem jaz delal neko oddajo o korupciji, v bistvu, jaz sem povabil vse akterje, od Penka do Dragota Kosa, pa
pa še nekatere ljudi in državno tožilko in gospoda Jevška. Ne. In ko se je oddaja začela, je bila generalna državna tožilka Brezigarjeva že v maski in ko je videla Penka v studio, je vrgla pač ta v bistvu robček dol in prijela Jevška za roko in sta šla z televizije in meni je bilo jasno, da je konc te oddaje in seveda je potem Joža Možina takoj sporočil, da je oddaja ukinjena, tožilka je pa zahtevala sankcije, ker pač nisem da ni bila obveščena, kdo bo vse v oddaji, ker čez en teden so Penka aretirali, ne. Zaradi tega, ker je domnevno, on je takrat bil v bistvu tožilc in se je že posloval praktično v tožilske funkcije in je začel si pač odvetniški posel urejati in Zidar je bil pač ena od njegovih strank in Zidar je bil kasneje aretiran in Penko tudi, seveda, jaz tega nisem mogel vedeti, ne. Ampak kaj je bilo potem? Ni problem to, da sem jaz oddajo izgubil, jaz sem rekel, ok, zamte oddajo, sem rekel Možini pa Geriču, sem rekel, zamte oddajo, sam pusta mi služba. In potem je rekel Gerič, da bo odstopil, če jaz na nacionalki ostanem. Možina je pa rekel, da ne more drugače narediti, kot da me pač, da mi ne more podaljšati pogodbe in da ne morem ostati na televiziji. Ne bom pa, mislim, lahko bi še kaj povedal, pa bom reči ta tretji del zadržal, ampak niti pri Lerki Bizilj nisem smel ostati potem in potem sem seveda šel pač enostavno na Pop TV, se nisem mogel vrniti nazaj, ker je bilo premalo časa in sem potem šel na svoje in sem rekel, ne boste vi mene zajebavali, bom naredil svojo televizijo. Ja, ok. Bojan, ti pa si na nek način zaslovel, ne? Še posebej pa z afero Baričevič. Zdaj, če tudi iz časovne perspektive recimo pogledaš tisto afero takrat pa današnje razmere pri nas v slovenski politiki. Ja, ne vem, jaz sem že prej zaslovel s kakšno afero, ne. Pa zgodb je bilo že prej, pa povedal, kar zadeva po spletni portali, pa je afera Baričevič neka taka podobna. Nekaj izjava je bila pri tej aferi, ne, da je pač, kako je že bilo, da je slovenska politika izgubila dokončno nedolžnost ali nekaj takega, ne. To se mi zdi, sem si zapomnil. To je pa potem režiser izjavil, ne, Kozole, ki je naredil pač film, mislim, da ne vem, zdaj ne morem se takoj spomniti naslova, pa kaj je naredil film, pa je rekel, da je pravzaprav ob tej aferi, da je slovenska politika izgubila nedolžnost. Ja, pa to je njegov stavek, ja. Takrat je bilo zanimivo, mogoče pri tej aferi to, ker me je veliko, jaz sem pač objavil to, v bistvu sem objavil samo to, kar so policisti tam uradno našli, ne. Za mrtvega Baričeviča so našli tisti umetni penis. In to je vse, kar sem jaz v bistvu v prvi zgodbi objavil, mislim, da si doslej se je ta članek prebral že okoli 800,000 ljudi na spletu, ne. Ampak zanimivo bilo takrat, da me je zelo veliko urednikov, znanih urednikov takratnih medijev klicalo in je reklo, ja, Bojan, veš, mi smo tudi to, pa nismo vedeli, bi to objavili, pa ne vem, pa ti si zdaj to objavil, kaj ćemo zdaj narediti, bi to naprej objaviti in tako dalje. Tako bom rekel, kako nekatere zgodbe, ne, ki so recimo izrazito politično obarvane, ne, kako v principu sprožijo pri celi vrsti teh naših novinarjev, pa urednikov, neke vrste samo cenzuro, no. To me je takrat recimo presenetilo in takrat nisem niti v sanjah vedel, kako je ta Baričevič bil v bistvu neznansko povezan, pa vpet v to slovensko družbo, ne. Mislim, neverjetno, koliko ljudi me je takrat klicalo v zvezi s to zgodbo, ko je prišla ven. Spomnim recimo Peter Frankl, ne, urednik, takrat je bil urednik Financ, me je klical, zdaj, če se ni pač zmislil, no, potem jaz mu pač povedal, kaj mi je on povedal, rekel mi je, da me kliče za neke, da je nasmučal na Švedskem in da sedi na sedežnici in da je to slišal in da me kliče in da zdaj preverja, če se to res zgodilo, ne. To je neverjetno, bom rekel, ta Baričevič je bil neverjetno vpet v vse te poje, ne, te slovenske elite in zato je bila ta zgodba tudi odmevna, no. Pa še zdaj lahko rečemo z današnje perspektive tudi na nek način trendsetter, ne, zaradi spremembe spola pa to, kar smo tudi recimo še veliko kasneje izvedeli. Res pa je tudi, da je tehnično gledano, bi rekli, da je ta zgodba v bistvu na nek način bila neka, je v bistvu bila nek tak push, ne, takrat s to zgodbo se je v bistvu začel potem padec vlade Boruta Pahorja, ki je sicer na koncu se sesula zaradi nekih drugih razlogov, ampak pri tej zgodbi se je v bistvu začelo. Pa začel se je tudi nekak politični padec, oziroma konec Katarine Kresal, ki je imela pa tudi neznanske ambicije takrat, ne. Ja.
Ampak zdaj videl kot stara mačka Bojan Vlado, ne? Zdaj, takrat se je veliko govorilo pač o tej morebitni udeležbi ali pa ne udeležbi, predvsem tem, ne? Pač odvetnika Mira Senice, partnerja Katarine Kresal, ne? A mislite, da bi danes mi sploh prišli do tega vprašanja ali bi že prej praktično dominantni mediji ustavili celotno zgodbo? Če bi bili recimo v Ameriki, bi se to zgodilo v Združenih državah Amerike, bi verjetno na to temo gledali na Netflixu ali pa na HBO-ju že en kup nekih nadaljevank, oziroma dokumentarcev, teorije zarote, gor, dol in tako dalje. Tu pa nas se pač te stvari, bom rekel, odvijajo po svoje. Je pa zanimivo, da najdemo pač nekaj ljudi, ki so bili že takrat vpleteni v to zgodbo, pa so danes recimo na vrhu slovenske politike, pri vrhu. Recimo, eden je tale gospod Jevšek, Aleksandar Jevšek, ki ga prej že Vlado omenil, on je bil takrat šef kriminalistične policije. Jaz se dobro spomnim, kako je takrat stal na tisti tiskovni konferenci, ki je bilo pomenih 200 novinarjev. Tako da nekatere stvari se očitno, bom rekel, nekateri ljudje pač preživijo določene stvari. On bi recimo takrat na nek način v bistvu mogel odstopiti, pa je zdaj recimo že, bom rekel, minister v tej Golobovi vladi. Ampak zdaj tu, ko govoriš o tej aferi, sem se spomnil v bistvu neke afere, ki je pa dosta aktualna. To je afera povezana z nakupom te famozne sodne stavbe. To je zelo podobna zadeva, kot je bila takrat z NPU-jem in z to zadevo. Praktično imamo neke reprize, se ponavljajo v slovenski politiki. Še resor je dosti podoben, ne Vlado, pač takrat je šlo za notranje zadeve, zdaj gre za pravosodje. Je pa, mislim, zdaj ne bi se rad spuščal v posamezne zgodbe, ki so povezane pač z novinarskim delom, ampak to, kar si prej omenil, ta zadeva ni bila prvi moj, v bistvu ta novinarski konflikt. Prvi je bil na televiziji, ko mi je direktor rekel, da naj ostanem doma, pa mi dajo plačo. In jaz sem rekel, kako? Prišel sem z Beograda, bil sem urednik notranje politike, sem rekel, kako si to predstavljajo, da ostaneš doma, pa to je ta, mislim, da moram se spomniti. Kdo pa je urednikoval pol na mesto tebe, če bi ti ostal doma? Takrat je že Rosvita Pesek postala urednica notranje politike, ampak problem je bil to, da niti ne delam več, v bistvu, konstantno je pač poskušala politika spraviti novinarje, ki so ali ena ali druga, pač odvisno od različnih obdobij, da jih nevtralizirajo, onemogočijo in pri tem so uporabili vse, kar je možno, od diskreditacije osebnih do diskreditacije familije, do vsega v bistvu. Ampak zdaj podobno, Bojan, ti veliko pišeš o tem, zdaj so tudi neki kadri na TV Slovenija, ki pač nima dosti novinarjev, ampak so pa neki novinarji, za katere pa pač nekako ne najdejo dela, Zdaj tukaj človek v bistvu ne ve, kaj je zdaj pa večji problem. Največji problem načeloma je tako, tako je bilo pač doslej v tej slovenski tranziciji. Kot novinar če si hotel delati, recimo, kot novinar, govorijo pač o novinarjih, ki se ukvarjajo z politiko. Če si hotel delati neka kariero, če si hotel postati urednik, pa direktor kakšnega medija, si se pač mogel prikloniti neki politični opciji. Najbolj konjunkturno je bilo, če si pač se priklonil levici, ker je veliko večino tega časa obvladovala pač slovensko politiko. Če pa nisi bil ukalupljen, tako kot tudi Vlado nikoli ni bil do konca, potem si pač imel vedno probleme. Nikoli nisi bil čisto od nikoga. In pač enostavno... In so te oboje napadli, v bistvu. To se pravi, to je v bistvu... Lahko so te oboji napadli, ko so te napadli, ti v bistvu nihče ni čuval, tako dalje. In to je bilo v bistvu pa nas najtežje. Najtežje je bilo iti neko svojo pot. To je podobno kot v mafijskem sistemu. V mafijskem sistemu se točno ve, kdo pripada kateri družini, kateri veji. In če nekoga najdejo, ki je zunaj tega, rečejo, a je vaš, ne, ta ni naš, a je vaš, ne, ni naš, pa dajmo oboje, pa ga potočimo. Mislim, tako funkcionirajo zadeve. Jaz sem se v principu pač vedno, bom rekel,
nikoli nisem hotel biti del trade. Pri teh slovenskih medijih je vedno tako, kadar vsi pišejo o eni stvari enako, takrat veš, da je nekaj narobe in da treba pisati pravzaprav drugače. To si dobro iztočnico dal, to je bila Slivnikova teza, v bistvu, ne, ker pač jaz sem šel potem iz nacionalke na Delo in sem delal z Danilo Slivnikom, potem sem pa ostala prijatelja in je doskrat njegova teza je bila, če vsi pišejo v eno smer, potem iz higiene moraš obrniti zgodbo in neko drugo percepcijo postaviti. Mogoče, da nimaš prav, lahko, da nimaš prav, ampak je potem zaradi higiene in bi rekel, neke politične kulture je prav, da se malo obrne opcija, ampak tega seveda to ni zaželjeno in to je bilo... Okoli tega, ker vlada pravi prav, to je pa tako, no, jaz pač načeloma, to se bom rekel to, ker jaz bom rekel, gledal, ko objavimo, imamo načeloma prav. Problem je samo pač nas novinarjev, ker nimamo nekih resursov, da bi lahko te stvari dokazovali. Ne. Ti objaviš, ker se ti zdi, da je temu tako prav. Imaš dovolj virov, da lahko to objaviš. Nisi pa policija, nisi pa sodišče, da potem iščeš neko objektivno resnico. To itak ni stvar novinarja. Naš problem je samo to, ker res včasih ne moramo nekatere stvari dokazati. No. Jaz recimo konkretno sem imel veliko teh sodnih postopkov. 99% teh sodnih postopkov je padlo. Ne. Zlasti se pa je to spremenilo, včasih je bilo zelo težko na sodišču, danes ni več tako. Potem, ko je pred leti Evropsko sodišče, bom rekel, zavzelo neko svoje stališče in zdaj praktično novinarja skoraj da ni več mogoče obsoditi pri nas zaradi novinarskega dela. Ne. In velika večina teh tožb je bila tudi, bom rekel, narejena samo zato, da se ti nekdo osebno maščuje, ker si pač razkril neko zadevo, ne, ali pa skuša z nekimi tožbami preprečiti, da bi šel naprej neko stvar poročal. Zdaj temu moderno danes pravijo te tako imenovane strateške tožbe, slep tožbe, ne, včasih še nismo imeli tega imena. Recimo Miro Slica, ki si ga prej omenil, je pred leti proti meni vložil 9 tožb, vse je izgubil. Ja, recimo. Veliko blazno, veliko teh nekih pritiskov je bilo, veliko teh stvari sem mogel dati skozi, ampak tako sem se pač odločil, sicer bi pač mogel poročati za tržnice, pa me verjetno nišče ne bi tožil in bi pač novinarska kariera, bo rekel, šla mirneje skozi, kot je šla tako zdaj. Ne? Ti, Vlado, si imel pa kar 11-letno kalvarijo, ne, čeprav vem, ne, kjer pač so bile tudi hude obtožbe in na koncu pač pravnomočno oproščen. Ja, v bistvu to je bil pač ta zadnji, ker me z prejšnjimi bi rekel, metodami in pač poskusi, da se me spravi iz novinarstva, je bil to zadnji poskus, da pač nekako me onemogočijo in tudi, če se spomnite, intenca tega gonje proti meni je bila ta, da se me spravi iz novinarstva in to je bilo tudi v prvi sodbi napisano, da se mi prepove novinarsko delo vsaj za 2 leti in pol. To se pravi, da se me na vsak način umakne iz tega medijskega prostora. Ne. In to je, v bistvu to je to, kar je Bojan prej pravil, to se pravi, oni te spravijo v dolgotrajen proces, moj proces je trajal 11 let, preden je prišel do konca, kjer se je pokazal, da sem bil pravnomočno oproščen na koncu, ampak glejte, jaz sem pristal v zaporu zaradi tega in če ne bi bilo v bistvu, oziroma priporu, če ne bi bilo v bistvu teh sodnih instanc in vrhovnega sodišča, je bilo takrat intenca ta, da se mene zadrži vsaj par let v zaporu, dokler ne bo končano to sojenje. Ne. To se pravi, tako daleč grejo te stvari v Sloveniji. Ne. Ampak, glejte, v bistvu sem preživel to in pač danes poskušam delati samostojno in poskušam ljudem pač, mogoče sem novinar starega kova, poskušam ljudem pokazati, v bistvu posnet dogajanje, jim ga prikazati in jim ne vsiljevati nekih takoj svojih sodb in teh zadev. Mislim, da se podcenjuje ljudi, da mediji podcenjujejo ljudi, da niso sposobni v bistvu nekega lastnega razmisleka, samo morajo imeti
morajo imeti argumente, morajo videti zadeve in morajo si neko sodbo ustvariti, tega si pa ne morajo ustvariti na osnovi, v bistvu bi rekel, žal si ne morajo ustvariti na osnovi poročanja teh mainstream medijev, ker pač oni zapolnjujejo enourne ali pa 45-minutne bloke predvsem zaradi komercialnih razlogov, ne pa toliko, da bi oni bili v službi, bi rekel, ljudstva ali pa bi rekel publike, da bi jim hoteli v bistvu plastično razlagati stvari. Mislim, in to se mi zdi, to je eden ključnih problemov. Kdaj je bilo, po vašem mnenju, ali pa kdaj je bilo težje včasih, ko recimo smo imeli v politiki pač bolj izkušene te stare mačke, pa verjetno niso imeli toliko zdrsov, je bilo težje priti do pravih informacij, do pravih zgodb, ali danes, ko politika praktično serijsko producira afere in komu slediš, ne? Jaz bi rekel tako, ne, mislim, dobro, smo oba, vsi trije smo novinarji, ne, ampak jaz vendarle sem bil zraven ko je razpadla prejšnja država, ko je nastala ta država, ko se je razvijala, sem rekel prej, da 35-36 let v bistvu diham ta prah, ki ga ta politika dviguje in moram reči, da dobro, eno je ta novinarski del, drugo me pa v bistvu skrbi za usodo, bi rekel, zdaj bom rekel mogoče preveč ambiciozno, za usodo države, za usodo nacije, za usodo tega, ker se mi zdi, da politiki manjka državnosti, v bistvu. Politiki morajo se zavedati, da je to, da ko so prevzeli te funkcije, da je to strašna odgovornost, da odgovarjajo ne samo za tiste ljudi, ki so jih volili, ampak oni odgovarjajo za vsakega, tudi tiste, ki jih niso volili, za vsakega državljana, za vsakega človeka te države in za bodoče generacije. In ta, v bistvu bi rekel, ta avanturizem in v bistvu gledanje samo ozkih interesov, to mene blazno mislim, če gledam malo širšo sliko, zdaj ne govorim, v bistvu se ne pogovarjamo o posameznih aferah, ampak ta v bistvu pomanjkanje državotvornosti, pomanjkanje odgovornosti, pomanjkanje tega, to mene blazno skrbi. Je pa res, da v Sloveniji je tako, v bistvu, zelo težko se vstopa v to politiko, zaradi tega, ker te na nek način instrumentalizirano raztrgajo in si sploh več te ljudje, ki imajo neko integriteto, ki so čisti, ki so, bi rekel, ki nimajo za sabo nobenih afer, sploh nočejo vstopati več v politiko, ker je to, ker jih, če gledamo zadnje, v bistvu je prav bi lahko analizirali, koliko je razpolovna doba politike, ki pride na sceno, v bistvu, ne. Tako da je, mene to blazno, mi rekel, na nek način me boli, ker sem pač vendarle videl, kaj pomeni razpad ene države in koliko je bilo, bi rekel, znoja, da je ta država nastala, ne samo v bistvu v teh zadnjih 30 letih. 90. leta so bila bistveno bolj ugodna za delo novinarja, ne? Takrat je bilo, recimo temu, bistveno več neke medijske svobode v mediji, kot je zdaj, ne? To se strinjam. Zdaj pa v glavnem imamo na eni strani politični aktivizem, na drugi strani govorim med novinarji, med novinarji imamo politične aktiviste, pa imamo neke vrste PR-ja, se pravi teh odnosov z javnostmi. To je praktično vse, kar je ostalo od tega slovenskega tradicijskega novinarstva. Razen redkih izjemno. To se strinjam, ker takrat je partija je takrat pač seveda izgubljala moč in je popustila, v bistvu, in je nekako so ti ljudje, to so osebnosti, so bili novinarji, v bistvu, če se spomnimo teh 90 let, voditeljev, ne vem, so strašne osebnosti, ki smo jih strahospoštovanjem spremljali.
Vlado, čeprav se je pol kasneje, ko so razne dokumentacije prišle ven izkazali, ne, Dobro. veliko jih je bilo v tistih službah državne varnosti, so bili konfidenti in tako dalje, ne. Da veš, pol pač gledaš nazaj, pa vidiš, ne, bom rekel, kakšna je bila resnično pravzaprav ta scena, ne. Ampak en problem se mi zdi, ki smo ga prej mogoče omenjali, problem nacionalne televizije. Kaj je problem nacionalne televizije? Problem je ta, da je nacionalna televizija, vsi sistemi so bili reformirani v državi, vsi sistemi, ne, v bistvu od policije do seveda vojske, ki je nastala na novo, do državne uprave. RTV in pravosodje se še ni RTV reformiralo, pa ja. je bilo nedotaknjeno, zato ker se ga niti ena politika ni upala lotiti, ker je imela vsaka svoje agente v tej in ti agenti, ki so bili znotraj te, predvsem, dobro, lahko govorim za nacionalko, so zelo inteligentno, takrat, ko je bila, ko je bila ena opcija na oblasti, so se eni potuhnili, so rekli, ok, vi ste zdaj na oblasti, zdaj vi vodite, pol, ko so bili drugi, so pa ščitili, in so se en drugega ščitili in to je pripeljalo do problemov, ki jih imamo danes, ne. To je pripeljalo v bistvu do tega, da pač enostavno te neke reforme, ki bi morale biti in se ne bi pogovarjali, da manjka v bistvu teh pogovornih oddaj. Malo se je še pazilo včasih na pluralnost, ne. Absolutno. Zdaj se pa RTV ne pazi več čisto nič več, ne. Čisto nič več. Zdaj so ponosni na enoumje in 120% soglasje na programske Ne, svete, mislim, jaz sem, nek nivo bi bilo treba zadržati res je, da se politika in javni prostor se je spremenil, ne, ker to je danes, ti lahko rečeš, mislim, ti lahko napišeš o komerkoli, karkoli, v bistvu za kar bi včasih... Ne moreš vse napisati, ne. Ja, mislim, na teh družbenih omrežjih pa v komentarjih lahko beremo, mislim, ne vem, lahko in napišeš, tako da pa ne bojo objavili, ne. Potem, ko se konča ta razpolovna doba politikov, ne, ki vstopajo v to areno, jih po mojem niti lastna mama ne več prepozna. Še eno vprašanje imam za tebe. Minimalno čist pa moraš biti, če vstopiš v politiko, ne. Ne moreš vstopiti v politiko, če imaš nek nahrbtnik, no. Ti to pa jasno, da te bojo slej ko prej mediji, javnost, družbena omrežja, bodo slej ko prej te razkrinka, to je pa dosti logično. Čeprav zdaj imam občutek, da tekmujejo novodobni politiki, kdo bo z večjim nahrbtnikom prišel v politiko, ne. Ampak eno vprašanje imam še za tebe, Bojan. V bistvu od teh mainstream medijev si bom dovolil to oceno, da je Požar Report pač je mainstream medij po dosegu in vplivu in tako naprej. Edini si, ki pač živiš v bistvu od bralcev, naročnikov, ne, ker če ni bralcev, ni naročnin, če ni naročnin, če ni bralcev, potem tudi ni oglasov, ne. Zdaj, zakaj mediji v Sloveniji pač ne živijo od medijskega dela? Ja, glej, teoretično se da živeti, zasebni mediji lahko živijo od državnih subvencij v takšni ali drugačni obliki, ne. Če greš, če pogledaš, greš na iPad, pogledaš prihodke časnika Delo, časnika Dnevnik, časnika Večer, dan samo te 3 primere, ne, in potem pogledaš na koliko denarja so tako ali drugače dobili od države ali pa države, in ko ti ta številko, ki jo dobiš v odšteješ v njihovih bilancah, ne, potem vidiš, da so vsa ta žurnalistička podjetja v bistvu v minusu, če ne bi jih trajno subvencionirala država, ne. In če ti ne živiš od bralcev, gledalcev in tako dalje, potem pa živiš od tega, da ti nekdo daje, potem živiš od politike, ki ti daje to pomoč. To je povsem logično, ne. Eno je seveda majhen medijski prostor, ne, v bistvu. To je pa dobro, to je pa to so omejitve, drugo je cena, recimo, digitalnih oglasov je v Sloveniji zelo nizka, nasproti tujini ali pa nasproti Facebooka ali pa Twitterja, in to so problemi in seveda zelo težko v bistvu vsaj ti internetni portali preživijo od trga. Mislim, to je problem, drugače pa seveda, če nisi na liniji, ne boš dobil denarja niti iz sklada za pluralizacijo medijev, tako da nam recimo garniture se zamenjujejo, politika se zamenjuje, ampak mi smo vedno v istem položaju, da nam odrekajo celo tisto minimalno iz sklada za pluralizacijo. Linije se spreminjajo, ampak mi nikoli ne dobimo zveze. Tako.
Bojan Požar, Vladimir Vodušek, najlepša hvala za vajino današnjo, če se malo pretiravam, vrnitev domov, ne, oziroma gostovanje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kako je Faktor prišel do sem, kjer je, že 1000. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali afera Golobgate, kaj pomeni za medije in stanje pravne države pri nas. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.